Leta 2005 je Peugeot v svoj sistem poimenovanja vrinil še eno ničlo. Zato, da bo že takoj na začetku jasno, ali gre za klasičen, torej enoničelni model ali pa za neklasičen model Peugeota, se pravi enoprostorca ali terenca. No, v dobrih 10 letih je filozofija oznake z dvema ničlama izgubila svoj smisel, saj so SUV-ji postali klasična, množična, torej neposebna izbira. So pa medtem enoprostorci iz množične oblike postali nišna izbira. No, naš današnji testni Peugeot je posebnež, ne glede na to, iz katerega konca ga pogledamo. Kajti to je enoprostorec v SUV-ovski podobi, torej družinski avto, tekmec Scenicu in S-Maxu. Glede tega je pionir. Med SUV-ji namreč najdete samo še dvakrat dražja Audija Q7 in Volva XC90, ki imata v drugi vrsti 3 ločene z nastavljivim naklonom naslonjal in po dolžini pomične sedeže, na katere lahko družine namestijo tudi 3 otroške sedeže. Lahko pa iz prve roke povemo, da udobno ne bo samo otrokom. Tudi odraslim nam je bila 1000 km dolga vožnja udobna. Vsekakor pa priporočamo, da izberete tudi opcijska dodatna sedeža, s katerima boste lahko na treninge vozili tudi sinove moštvene kolege in vam bodo pri prodaji rabljenega avta dvigovali ceno. Če ste se ob teh besedah vprašali, čemu torej ne bi vzeli kar enoprostorca, potem ste verjetno strogo racionalni in na lastno veselje ne date prav veliko. Kajti odgovor je sila preprost. Zato, ker je Peugeot 5008 kot SUV lepši, bolj atraktiven. Povedano z drugimi besedami, zato, ker skriva svojo družinsko poreklo, kar v praksi pomeni, da za volanom 5008 ne boste zgolj mama ali oče, ampak ženska oziroma žrebec. Da te besede niso zgolj naša provokacija, dokazujejo prodajni rezultati. Če nameravate 5008 kupiti za vožnjo v težjih razmerah, potem vedite, da 4-kolesnega pogona ne ponuja. Manjka celo že večkrat pohvaljeni sistem Grip Control. Se boste pa lahko varno po zasneženih klancih spuščali na elektroniko. Všeč nam je bil 8-stopenjski samodejni menjalnik, ki dobro sodeluje z močnim dizelskim agregatom različice GT. In čedalje bolj smo fani kokpita z visoko nameščenimi merilniki, ki v resnici odpravlja potrebo po head-up displeju. In nasploh smo se za volanom počutili prijetno. Bistveno zaslugo za to pa imajo notranji oblikovalci.